Slovenija si mora za svoj prihodnji razvoj postaviti jasne smernice in zlasti prioritete. Ta korak potrebujemo zase in takšen pristop od nas pričakuje tudi Evropska komisija. Do najkasneje konec marca bi morala Slovenija z Brusljem skleniti tako zvani partnerski sporazum in operativni program za naslednjo finančno perspektivo 2014-2020, v katerem bi morala opredeliti pametne prioritete razvojnih vlaganj. Na tistih področjih, kjer lahko z učinkovitim investiranjem javnih, nacionalnih in evropskih sredstev in seveda tudi zasebnih dosežemo najhitrejše učinke na trgih, na delovnih mestih, na rasti dodane vrednosti. Jasno pa je, da Slovenija v pripravi teh strateških dokumentov močno zamuja in na to dejstvo gospodarstvo glasno in javno opozarja vlado. Izpostavljamo pa, da je še vedno mogoče narediti korake v smeri smotrne priprave teh dokumentov in to zelo hitrim ukrepanjem, da se na najvišji ravni postavi strokovna ekipa, ki bo nadomestila tisto, kar je bilo v letu in pol nazaj zamujeno. Hkrati s tem, ko izpostavljamo nujnost hitrega ukrepanja pri pripravi teh strateških dokumentov, s katerimi bomo postavili jasne smernice, kako, kam in kdaj lahko učinkovito vlagamo, investiramo evropska sredstva, pa opozarjamo vlado tudi na to, da mora tudi v času priprave koalicijske pogodbe dati primeren poudarek zahtevi gospodarstva, da je ponovno potrebno vzpostaviti avtonomno investicijsko usposobljeno tehnološko agencijo, ki bo imela zelo pomembno vlogo pri realizaciji strategije pametne specializacije, pri povezovanju vseh tistih subjektov iz gospodarstva, sfere, ki so sposobni z povezanim znanjem, kapacitetami, kompetencami na trg plasirati povsem nove produkte, nove storitve, s katerimi bo mogoče doseči bistveno večjo dodano vrednost, kot jo imamo danes.